Do volitev v ZDA je manj kot 50 dni in tekma je vedno bolj vroča. 8. novembra bomo videli, ali bo najbogatejši v državi z največjo vojsko vladala siva starka ali pa sivi starec. Skoraj 70 let imata oba. Družba to ni hospic, to je bela hiša za Boga. Zdaj, Mance Košir ni v Washingtonu, dragi. Kakorkoli, Trump je v zadnjem času prestopil vse meje, ko je javno pozival, naj nekdo ustreli Hillary. If she gets to pick her judges, nothing you can do, folks. Although the Second Amendment people, maybe there is, I don't know. But I think that her bodyguards should drop all weapons. Take their guns away. She doesn't want guns. Let's see what happens to her. Za Trumpa težko rečemo, da je normalen. Ne? Še Jeb Bush je rekel, da je klovn in kreten. Pa je brat od Georgea Busha, mislim, ima klovna in kretena familiji. V Ameriki je zdaj očitno normalno, da predsedniški kandidat predlaga atentat na drugega kandidata. Jaz sem prepričan, da Američani govorijo samo še o tem. To je nezaslišano. Ne? Igračka, ne. Zdaj Trump vedno razlaga, da bo zgradil ful velik in ful lep zid, ne. Ker on noče, da bi Mehičani hodili v Ameriko. Pa veste zakaj? Zaradi služb, zaradi mamil, ne. Zaradi frizur. Se ne more konkurirati tem čupam, lepo te prosim. Nek Mitch styling, to je estilo Miguel Cabron. Kakšen kompleks manj vrednosti bi imel Trump. Zdaj obstaja pa še en razlog, zakaj hoče slovenski zid, da bi preprečil beg svoji frizuri, ker imamo namreč posnetke z meje z Mehiko. Ko so Trumpove lase vprašali, kako se počutijo, so rekli, da je najprej izgledali, kot da imajo en mal mozolj, pojem je pa na rit izrasel cel Trump. Lej, mimogrede, Donald, zid ne bi preprečil vstop preprodajalcem mamil. Pa ti sploh veš, kako Mehičani švercajo droge. Oni ne skačejo čez zid, oni gradijo tunele Bumbar, ali pa jaz preveč filme gledam. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.